Ja, mislim, da je ključna stvar. Ključna stvar je radovednost in odprtost do novih stvari. Tako da jaz denimo sem obiskal nekajkrat demonstracije naših delavcev tukaj v Ljubljani. Tako da sem videl, kakšno vzdušje, tudi recimo na psihološki ravni, kako stvar deluje. V osnovi pa velja, veste, da kaj je družba, kaj se v družbi dogaja. Tukaj zadostuje to, da ste radovedni, da vas zanima, kaj se dogaja, da iščete neke zgodovinske zakonitosti. Tako da važno je pogled v preteklost, važna je stalna odprtost in tudi, jaz bi rekel, nek optimizem. To, kar študentom jaz pripovedujem, ker so zelo obupani zaradi njihovih možnosti v življenju, služb in podobno, zmeraj znova poslušam obupavanje, zgodbe, ki so polne žalosti in nemoči. In svetujem, da ne bodo odprti, da ne se spopadajo z življenjem, da ne imajo več odprtih možnosti, da ne imajo široko izobrazbo. To je moj nasvet. Tako da, vendar tukaj, veste, gre za to, da se tukaj srečujemo z kolektivnim nezavednim ali pa zavednim Slovencem. To je neka zaprtost, panika, strah, želja po absolutni varnosti. No, tako kot ste že omenili, je eden velikih problemov današnje stvarnosti brezposelnost mladih. Boleča naj bi bila zlasti brezposelnost tistih, ki so izobraženi, torej tistih ljudi, ki jih vi pošiljate na trg dela. Vzročno-posledično razmerje takega stanja je seveda dokaj zapleteno, vendar pa se slišijo ocene, da univerza kot taka ne pošilja na trg dela dovolj usposobljenih ljudi. Tisti, ki so sposobni, pa tako in tako odidejo nekam drugam. Ste se kdaj vprašali, kakšna je tudi vloga vas, profesorjev, pri tem? Mislim, da smo profesorji rezultat razvoja univerze na Slovenskem, če govorimo o slovenskih profesorjih. Na splošno treba reči, da Evropa kot takšna producira absolutno preveč visoko izobraženih. To je problem Evrope, ki je po drugi svetovni vojni preveč odprla izobraževalni sistem. V Sloveniji je ta problem eksponenten oziroma absolutno skrajen, ker imamo najbolj odprt visokošolski izobraževalni sistem na svetu, ki absolutno ni usklajen, outputi tega sistema niso usklajeni s potrebami gospodarstva. Poleg tega je treba seveda reči tukaj še to, da je na splošno, veste, slovensko gospodarstvo nemoderno, da je razvojno blokirano. To pomeni, da če bi vi želeli producirati primerne kadre, bi se morali najprej vprašati, kako bomo modernizirali naše gospodarstvo. Tako je to moralo priti do radikalne preobrazbe univerze. Na slovenske to pomeni, da bi treba radikalno spremeniti razmerje med družboslovjem, humanistiko in naravoslovjem, ki je zdaj v Sloveniji popolnoma deformirano. Mi proizvajamo ogromno recimo učiteljev, mi proizvajamo ogromno sociologov, filozofov, ki so absolutno nezaposljivi. Tako da tukaj je ta problem, da se jaz to tako vidim, da so imeli ljudje, ki izhajajo recimo z fakultete za družbene vede, preveč moči, ko so oblikovali šolsko politiko, oziroma lobiji, ki izhajajo z posameznih fakultet, imajo preveč moči, zato deformirajo razmerje med humanistiko, družboslovjem in naravoslovjem. Tako da ta tako imenovana inflacija izobrazbenih dokazil, ki je sicer lastna Evropi, je v Sloveniji šla v skrajne ekstreme. Tako da mislim, naše izobraževalne sisteme do kraja odtrgano od realnosti.